Ukrajina. Nekoč žitnica Evrope, danes pa za mnoge le še sinonim za korupcijo. Korupcijo, ki se je med tem razpasla tudi to stran Karpatov in vse bolj ogroža našo državo. Odstopamo iz protesta, ker se zavedamo nujnosti, korenite in takojšnje izboljšave protikorupcijske zakonodaje, ki pa ga tiha aliansa v državnem zboru, ki presega meje koalicije ali opozicije, ne bo in noče podpreti. Le nekaj dni prej je iz podobnih razlogov odstopil zdravstveni minister. Za boj proti lobijem prisesanim na javno zdravstvo bi potreboval podporo vlade, a je očitno ni dobil. Tisti trenutek, ko vidim, da imam praktično zavezane roke, je verjetno čas, da se odločitve bil, da prepustim to mesto nekomu drugemu. No, tega drugega pa bo nastavila kar mafija, če vlada ne bo korenito spremenila svoje politike, medtem opozarja znani kirurg. Lobi in mafija ne bodo odnehali, ampak so pripravljeni zdravstva izpiti zadnjo kapljo krvi. Tako da zdaj me pa res strah za to zdravstvo in to državo. Kot Gantarjevega možnega naslednika se je omenjalo tudi Rajka Kendo, a je ta še nedavno rešitelja videl o Zoranu Jankoviću. Tako kot tudi Milan Kučan, če se ni seveda le pomotoma znašel na magistratu. Narobe sem se usedel. Ja, preveč je šlo narobe. Tudi to, da ob prihodu v demokracijo ni bilo lustracije, opozarja Alenka Jeraj in citira resolucijo parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Nevarnosti v primeru neuspešnega prehodnega procesa je veliko. V najboljšem primeru bodo vladali oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto vladavine prava in organiziran kriminal namesto človekovih pravic. Če bi prišlo do lustracije, se odgovornosti morda tudi ne bi izognil ta teden preminuli Mitja Ribičič, major zloglasne Ozne, ki je organizirala povojne poboje. Občutka, da je slovensko pravosodje še vedno politično in da služi obračunavanjem, pa se tudi danes ni mogoče povsem znebiti. To pravosodje očitno zelo rado skloni svoj hrbet in ga nastavi politiki za takšno obračunavanje. Sodbe je treba spoštovati, tako velikokrat slišana floskula. Že res, a si mora sodstvo to spoštovanje najprej zaslužiti. Če bi mu namreč slepo zaupali, ne da bi bilo dovoljeno vanj hkrati podvomiti, potem bi sodniki lahko postali orodje, s katerim bi lobiji odstavljali izvoljene predstavnike ljudstva zgolj zato, ker so si jim zamerili.